Da ne bo pomote, kot kritični mislec, pač si moram razvezati jezik takrat, ko me srbi, ko vidim, da nekaj družbeno ne štima. Včasih so name jezni levi, včasih desni, torej včasih liberalci, včasih konzervativci. V teh dneh sem tako rekoč ujezil oboje. Včeraj desne, ker sem par stvari izpostavil v povezavi s odkopavanjem kosti, tam dol pri Brežicah, nekrofil Dežman spet brska, pa razkopava, pa doživlja neke orgazme. Potem je bila pa tukaj še Urška na sceni včeraj, ne? Urška Klakočar Zupančič, mislim, zopet brez moža. Jaz načeloma zelo spoštujem feminilne ženske, kakršna je, deluje, če jo profiliram. Dotična Urška. Rečem ji Urška zato, ker če bi jo nazival s celim priimkom, z dvema priimkoma in imenom, bi jo interpeliral v moškinjo. V resnici na ljubo meni ne deluje kot moškinja, tako kot kakšna kandidatka za predsednico države, mislim Natašo Pirc Musar ali pa Marto Kos. Nina, ne, te pa tudi rečem Nina Krajnik, ne, menda tudi kandidira, mislim, to je prava protiutež tem dvem moškinjam. Še tretja moškinja naj pride Ljudmila Novak, pa bo sreča popoldna. Naj potem pride še kakšna Martina Valenčič ali pa še Latoja, pa Bog ne daj, da bi se kak moški vključil v to predvolilno kampanjo za predsednika države. Mislim, potem bo farsa popolna, kar naj bo. Ampak da se vrnem k tej Urški. Meni deluje feminilna in feminilne ženske jaz spoštujem. Enkrat je bila tlele v tej pisarni zdravnica, doktorica s 5 otroci, dokaj majhnimi še, in se odrekla zdravniškemu poklicu. Sem rekel, gospod, vi sploh ne veste, koliko jaz vas spoštujem, da ste dali materinstvo pred kariero. Ja, veste, doma me pa vsi zaničujejo, moji starši, cela žlahta, ker sem zanemarila kariero zaradi svojih 5 otrok. Jaz pa to delam, torej materinujem z užitkom. Tale Urška ima 2 dvojčka, en celo hud epileptik in, ne vem, predanje karieri, imeti 2 otroka, to meni ni blizu, ne. Jaz sem tako, ne da sem konzervativen kar tako, ampak jaz vem, kaj pomeni, če otrok nima ob sebi mamice. Zdaj, ta mamica se je odrekla intenzivnemu materinovanju na račun kariere, bila je tudi sodnica, pa tudi nekega moža tam ni imela ob sebi, ga že dolgo nima, ima 2 priimka, kar je tudi nelogično za feminilno žensko. Feminilne ženske rade sprejemajo priimek od moža, nimajo 2 priimkov, moževega imajo, ker imajo vaginalno simbolno strukturo v svojem biosu, v psihi, kar pomeni, da za afiniteto sprejema od moškega, zaradi sprejemajočih genitalij. Genitalni diktat zaznamuje moškost in ženskost. Tale Urška deluje zelo feminilno ali pa pohotno. Zdaj, ko jaz profiliram razne tipe ljudi, ženske, moške, jaz berem njihove simptome, ne. Zdaj, to, da je tam po državnem zboru vzdihovala, kot da je prihajalo, ko je stopila za govornico ob imenovanju za predsednico državnega zbora, to je že simptom, ne. Nimaš kaj tam vzdihovati. Nimaš kaj v rdečih štiklih prihajati na oder. Rdeči štikli, če človek vključi ali intuicijo ali pa pamet, ne, psihoanalitično pamet. Ve, da so rdeči štikli simbol ženske pohote
in to pohote v smer želje po prijeti moški spolni organ. Zdaj, tale Urška nima samo male pa velike potrebe, ampak ima tudi izrazito potrebo, kot rečem, na gledališkem odru, ko karikirano govorim o ženski želji po organu, ki njej na telesu manjka. Se pravi, ženska, ki pride na rdečo preprogo, brez moža, paradira v objemu nekega narcizma, ekshibicionizma, ne samo pred gručo tistih gledalcev, audience. Ona je paradirala pred vojaki. Ne? Vojaki niso samo vojaki v vojnah. Vojaki so tudi tisti prepotentneži, če gledamo profile poklicov ali pa branžo ljudi, če se tako izrazim. Vojaki so tisti, ki so v zgodovini posilili največ žensk. Vsaka vojna ima posilstva, tudi tale v Ukrajini. Tudi naša NOB je imela posilstva. Posiljevali so in partizani, in domobranci, in okupatorji, še posebej pa ruska armada. Tam, kar naj se razgovorijo stare ženske tam gor, ali pa pripovedi iz Prekmurja, kaj so Rusi delali, ko so prišli v Slovenijo, ali pa v Vojvodino. Zdaj, tale Urška paradira po rdeči preprogi, ki je simbol, kaj bi rekel, zdaj nam rekel, da postelje, ampak posebljene neke pohote oziroma fantazije. Tam, ki je rdeča barva, rdeča preproga, to je mesto, kjer se strukturira seksualna fantazija. Zaluzijo udejaniti prej ali slej nekaj, kar pritiče tistim, ki hodijo po tej rdeči preprogi. Po rdeči preprogi hodijo tisti, ki imajo adrenalinski sex life. To je nezavedna misel, vezana na rdečo preprogo. Ampak na rdeči preprogi, če ne govorimo o hollywoodski rdeči preprogi, na rdeči preprogi v političnem smislu se sprehajajo alfa samci, ki imajo mogoče pod roko tudi kakšno svojo ženo. Zdaj, Nemčija svoj primer, pa tudi Anglija zaradi pač te kraljice, ampak Nemčija je imela kastrirane moške v drugi svetovni vojni. Tam se je tista mama, ki je morala vzgajati kopico otrok, morala izpostaviti kot falična. Nemška mama je postala falična v trenutku, ko je imela kastrirane vojake, ko so izgubili pod Hitlerjevim vodstvom in potem se je lahko čez dolga leta uveljavila zaradi nekih nezavednih procesov Angela Merkel, ki je tudi hodila po nekih rdečih preprogah in je bila precej, kako naj rečem, na deca narejena. Se pravi, moškinja. Zdaj, tale Urška gre tam perverzno, ne hrbet kazati vojakom, kar ni po bontonu, kot je rekla menda Ksenija Benedetti. Ko se ženska obrne s hrbtom proti nekemu alfa samcu, ki ima še falično simbolno funkcijo, ki ima ob sebi še falus ali pa pri sebi, torej puška, meč, pištola. To so vse falične zadeve, falusi, se pravi simboli moškega spolnega organa in ona sem ni kazala hrbta. Ona jim je rit kazala, ne? Ona jim je rit kazala, ne? Ženska, ko se obrne s hrbtom proti moškemu, mu kaže rit. Moški kaže moškemu hrbet, ali pa tudi ženski. Ženska pa, ko se obrne, vselej rit nastavi. Zato, ker obstaja položaj, ki se mu reče dogi. Ženska ponudi moškemu svojo zadnjo plat, mu pokaže tisto hruškasto rit in moški takoj zapopade, kaj mu ženska kaže oziroma kako se mu nudi. Te misli so nezavedne. Normalni moški to tako vidijo. Zato je latentno perverzno biti na promenadi, na rdeči preprogi, se ekshibicionistično kazati tem občestvu ali pa občinstvu, audienci, vojakom pa kazati rit.
Mislim, to je neko latentno rajcanje, v smislu, zdaj imamo pa mi orgijo. Na latentno simbolni ravni, ker tudi ples je latentna seksualnost. Ples je pač erotični akt, če tudi gre za družabni ples pred očmi vseh, ali pa ples na svetovnem prvenstvu. Zato ne morata dva geja plesati, kar hočejo geji narediti. In to gledaš, ti škrtano to glav, ker pride do simbolne disonance. Tale Urška, ko sama paradira tem pred vojaki in audienco, ona vzbuja v ljudeh nelagodje. Simbolna disonanca je, ker ženska, ki takole paradira, se moškemu ponuja na konzumacijo, na seksualno použitje. Latentna struktura včerajšnje promenade, Urškine, zopet v rdečih štiklih, rdeče žnable, rdeče kremplje in tista verjetno tudi je bila, kot jo ima vedno, ogrlica z neko kačo. Kača tudi ni kača. Kača je simbol moškega spolnega organa, kot da bi se z organom zaguzla. Ima prevežno tisto kačo, vsaj tako jaz vidim tisto besek, ki ima pogosto okrog vratu. Zdaj, to ni tako enostavno zapopaditi. Zdaj, jaz imam določena znanja in zdaj, sorry, ker imam ta znanja, pa vam serviram ta znanja na vpogled, gledaj in čudi se. In pol poslušate, pa gledate tole, ko bik v nove vrate. Jaz, če ne bi imel tega znanja, takih stvari ne bi mogel govoriti, jaz si ne izmišljujem. Ampak poskušam podajati znanja, ki so načeloma laikom nedostopna, oziroma jih ne morete zapopaditi. Ampak gledajte, sanje imajo simbolno strukturo. Pri sanjah ne gre za to, da so sanje kraljevska pot do nezavednega. To je neka ohlapna Freudova misel. Sanje so kraljevska pot do simbolnega. Simbolno je temelj človekove duševnosti. In simbolno, kot struktura duševnosti, atribut duševnosti, ni samo v sanjah. Kraljevska pot do simbolnega je tudi umetnost, je tudi šport. In so tudi vsakdanji rituali, vsakdanje življenje moramo dešifrirati, še posebej te rituale, tudi bonton. Bonton je nek protokol, neka kamuflaža, skozi katero se skriva pohota, moška in ženska. Bonton je nastal zato, da se je skrila pohota. Bonton so tirjale aristokratske stare dame, ki so hotele, da njihovi možje ne bi skakali čez plot. Zato se po bontonu ne sme delati kar vsega. Zato ženske, mlade, pohotne, ne morejo kar tako biti v rdečo napravljene v poslovnem svetu, ker se starim aristokratskim ženskam zmeša od ljubosumja, od zavisti. In tale Urška zelo izziva, malce bolj ostarele dame. Ona se nezavedno nastavlja moškim. Zdaj, če to intuitivno ne čutite, potem, vulgarno rečeno, ste glupi kot moški spolni organ. Intuitivno morate čutiti seksualno, latentno podstat takele promenade. Ali pa tistega objemanja v Državnem zboru Urške in Roberta Goloba. Ali pa v tisto vzdihovanje in ne vem kakšno sadistično izživljanje nad sedanjo opozicijo. Veliko sadizma jaz opažam pri tej Urški. Tako da, po moje, se kakšen sužen, se pravi tisti moški, ki je imel mamo rad, ampak ga je mama zelo poniževala, ga maltretirala, se pravi, da je bil kot otrok deležen neke ženske moči, neke sile, nekega poniževanja, tako si zna tolo Urško kar v fantazijo inštalirati. Govorim za sužnja. Kot blondinka, nastopa v moški želji, s telimi tatuji, pa tudi zmede. Potetovirane ženske imajo deformirano psiho, oziroma imajo neko rano na duševnosti, neke specifične potlačitve. Zdaj, motivika
tatujev, ne, je specifična. Falične tatuje imajo lezbike. Rožice, ne, rožice na rami, ne vem, ki je v popku, na hrbtu. Imajo pa tudi feminilne ženske. Roža je simbol vagine. Tista ženska, ki ima rožico na svojem telesu, nezavedno opozarja, ne, moški, poglejte me, kaj imam za vas med nogami. To je latentno sporočilo tatuja rožice, recimo na rami. Zdaj, sorry, ker jaz to vidim, ne? Sorry, ker imam dostop do neke vednosti, ki je sicer Freudova vednost, ne? Freudov diskurs je tole, ne? Predrzno se vse skupaj sliši, ampak ne vem, kdo drug bo, če ne jaz. In zdaj me, ko to poslušajo, ne, če prvih par minut, ali kaj sem tam govoril od Dežmana, če so si tam banano všes rinili, ne, ker me noče slišati, da je Dežman nek nekrofil, ki tam a priorno odkopava tiste kosti, kar ne bi smel, ne, 80 let potem ne bi smel. Ampak ko tole pa desničarji poslušajo, jim je pa tako fino, ja, to je vode poploskal, če pa Dežmana omenim kot pacienta, nekrofila, tle se pa motiš, ne. Mislim, jaz vidim ene stvari, neodvisno od moje, ne vem, politične opredelitve, ki je, ne vem, srce na levi, pišoč z desno, glavo pa obe na sred. Tako da jaz se opravičujem, ker imam določeno vednost. Ampak ne morem se odreči skušnjavi, da bi moji priljubi Sloveniji nekaj povedal, jo podučil, serviral neko znanje. Ne, če imam to znanje, je moja moralna dolžnost, da ga serviram. In natančno v taki obliki, kot ste ga zdajle deležni. Ne, in se opravičujem, če vas to boli, leve in desne. Ampak moja moralna dolžnost je, da spregovorim, da sem kritičen, da opozarjam, ne nasedati. Dajte razmišljati svojo glavo. Mi se ne smemo kot narod pobiti med sabo. Ker če zdaj pride tale vojna tudi na Balkan, to se bomo spet bratomorno en drugega jebali v glavo. Čau.